Bi pa napovedala naslednji prispevek. To je prispevek gospe Tatjane Hojan, bibliotekarske svetovalke v pokoju, ki je med svojim delom v Slovenskem šolskem muzeju pripravila več razstav iz zgodovine šolstva in v zvezi s temi razstavami izdala tudi razstavne kataloge. Pripravila pa je tudi bibliografije nekaterih pedagoških revij. Gospa Tatjana Hojan še vedno pomaga v knjižnici Slovenskega šolskega muzeja v Ljubljani. Čeprav je tu prisotna, pa bom prispevek o življenjski poti Minke Skaberne v njenem šolanju in službovanju na njeno željo prebrala kar jaz. V prispevku bo ob življenjepisu Minke Skaberne prikazano njeno šolanje in službovanje. To je potekalo na osnovnih šolah v Ljubljani, Stražišču pri Kranju in nazadnje na dekliški vadnici učiteljišča v Ljubljani, kjer je službovala kar 29 let. Omenjeni so tudi tečaji, ki jih je obiskovala in kjer je dopolnjevala svoje znanje. V šolskem letu 1906-07 je tako obiskovala tečaj za učitelje meščanskih šol v Ljubljani, leta 1911 tečaj za poučevanje slepih na Dunaju in prav tam leta 1929 tudi šolsko-reformni tečaj o delovni šoli. Pa začnimo z življenjepisom. Minka Skaberne je bila rojena 10. januarja 1882 v Kranju. Oče, Franc Ksaver Skaberne, je na gimnaziji v Kranju poučeval matematiko, prirodopis in fiziko. Umrl pa je, ko je imela Minka komaj 2 leti. Družina se je nato preselila v Ljubljano. Minka je imela 3 starejše brate, Franc in Pavel sta postala pravnika, Viktor pa gradbeni inženir. Osnovno šolo je kot odlična učenka končala na 8-razredni dekliški šoli pri ljubljanskih uršulinkah. Zatem je odšla na ljubljansko žensko učiteljišče in tam maturirala leta 1901. Poučevala je lahko na javnih osnovnih šolah s slovenskim in nemškim učnim jezikom, ženska ročna dela pa na osnovnih in meščanskih šolah. Službovati je začela 27. julija 1901 kot tako imenovana radovoljka na drugi deški 5-razredni šoli v Ljubljani. Poučevala je pisanje in telovadbo v 2. A razredu, računstvo v 2. B, prirodoznanstvo, zemljepis in zgodovino v 3. A, B in C ter petje v 3. A in C razredu, skupaj 15 ur na teden. 4. aprila 1902 je bila kot pomožna učiteljica premeščena na prvo mestno deško ljudsko šolo. Na tej šoli je 19 ur na teden poučevala vse predmete v 2. A razredu. 31. julija 1903 je bila prestavljena na osnovno šolo Vič v Ljubljani. Tam je poučevala v šolskih letih 1903-4, 1904-5 in 1905-6. 10. novembra 1903 je opravila strokovni izpit za ljudske šole s slovenskim in nemškim učnim jezikom in bila tudi za stalno nastavljena. Med šolskima letoma 1906-07 in 1908-09 je poučevala na osnovni šoli Stražišče, ki se je takrat imenovalo Šmartno pri Kranju. Prvo leto je učila v 1. razredu in 3-krat na teden hodila na tečaj za meščanske šole. To je bil prvi tečaj za meščanske učitelje, ki so ga pripravili na ljubljanskem učiteljišču. V oglasu za ta tečaj je pisalo: Cesarsko kraljevo ministrstvo za bogočastje in nauk je dovolilo za šolsko leto 1906-07 na Cesarsko kraljevem učiteljišču v Ljubljani tečaj za meščanske učitelje. Predavale se bodo pedagogika 2 uri na teden, prirodopis in fizika po 3 ure na teden, kemija 1 ura na teden, matematika, geometrijsko in prostoročno risanje po 3 ure na teden. Tega tečaja se smejo udeležiti v prvi vrsti učitelji in učiteljice, ki so usposobljeni za ljudske šole, potem pa tudi oni, ki se morajo izkazati z zrelostnim izpričevalom za ljudske šole. Pouk se prične s prihodnjim šolskim letom in traja celo šolsko leto. Učne ure se bodo tako uredile, da bodo mogli učitelji v Ljubljani in njeni okolici obiskovati predavanja, ne da bi to oviralo šolski pouk. Unani učitelji, ki se želijo udeležiti tečaja, morajo pravočasno dobiti dopust. Konec citata. V naslednjih 2 šolskih letih je imela Minka Skaberne študijski dopust
in je tako 11. novembra 1908 opravila izpit za učiteljico na meščanskih šolah in sicer iz druge prirodopisne skupine, ki je obsegale matematiko, prirodoslovje in prirodopis. Učiteljski tovariš je 5. februarja 1909 objavil, da je Skabernetova iz Šmartna imenovana za nadomestno učiteljico na cesarsko-kraljevi pripravnici v Ljubljani. 1. avgusta 1917 je bila imenovana za glavno učiteljico na ženskem učiteljišču in dobila naziv profesorica. V poročilu za šolsko leto 1926-27 so njeno didaktično, metodično sposobnost in pedagoško postopanje ocenili kot odlično. 15. avgusta 1929 pa je prejela odlikovanje Svetega Save 5. reda. V 4. razredu vadnice je po 22 ur na teden poučevala vse predmete razen verouka, srbohrvaščine, telovadbe, petja in ročnih del. Pri njej so učenke pridobile obširno in smiselno utrjeno znanje, kajti od njih je zahtevala trdo in vestno delo. Bila je dobra mentorica učiteljskim kandidatkam, ki so hospitirale v njenem razredu. Bila je tudi pregledovalka računov v odboru podpornega društva za učenke in učence Državne učiteljske šole v Ljubljani, ki sta se leta 1933 po združitvi obeh učiteljišč združili v eno. Do upokojitve je vodila dijaško društvo Podmladek Jadranske straže na Dekliški vadnici, ki je bilo ustanovljeno 20. januarja 1933. Članice so sodelovale na vsakoletni akademiji ter razpečevale razglednice, slike in tombolske karte v korist Banovinskega društva Jadranske straže. V šolskem letu 1933-34 in 34-35 je bila članica izpitnega odbora za praktične učiteljske izpite. Leta 1911 je Ministrstvo za pouk za avstrijske učitelje na Dunaju pripravilo 5-tedenski tečaj za izobrazbo učiteljev, ki bodo poučevali slepe. Kranjski deželni šolski svet je na ta tečaj poslal Skabernetovo, ki naj bi po potrebi prevzela pouk splošne metodike, kakršno uporabljajo na šolah za slepe. Poleg nje je tja odšel tudi Franc Fabinc, profesor na trgovski šoli v Ljubljani. V 20. in 30. letih 20. stoletja se je med slovenskim učiteljstvom razširilo gibanje Delovna šola, ki je pod vplivom nekaterih nemških pedagogov želelo reformirati šolo na Slovenskem. Delo v šoli naj bi bilo predvsem didaktično načelo in sredstvo vsestranskega človekovega razvoja ter eden od pogojev za življenjski, nadzorni in aktivni pouk. 21. februarja 1929 je društvo Pedagoška centrala iz Maribora v učiteljskem tovarišu objavilo vabilo na Dunaj, tako imenovano pedagoško Meko. Ta je bil pripravljen sprejeti prvo večjo skupino slovenskih učiteljev, tako imenovanih pedagoških romarjev. Povabilo se v nadaljevanju glasi: tako se podbornikom nove šole in vsem interesentom šolske reforme nudi ugodna prilika spoznati reformistična načela na licu mesta v praksi, seznaniti se z agilnimi dunajskimi tovariši in ogledati si vse kulturne in socialne naprave tega naprednega velemesta. 8-dnevno bivanje je sicer mnogo prekratka doba za izčrpen študij vseh novih vzgojnih teženj, vendar bo slehernemu tovarišu in tovarišici tudi ta kratek obisk dal nebroj neprecenljivih spodbud za poglobitev in praktično izpopolnitev vzgojnega dela v naših šolah. Zato na pot vsi oni, ki so z majhnimi gmotnimi žrtvami žele orientacije za vsakdanje praktično delo v vzgoji in pouku. Tečaja, ki je trajal med 10. in 17. marcem 1929, se je udeležilo 37 učiteljic in učiteljev, med njimi tudi Minka Skaberne. Njena kolegica Anica Črnej je v tem zapisala: njeno izredno zanimanje za živ utrip pedagoškega iskanja jo je zvabilo leta 1929 v Dunajski šolsko-reformni tečaj,
ki je uveljavljal v praksi nova pedagoška načela, zlasti globje in pravo pojmovanje delovne šole, občestvenega življenja v šoli in strnjenega pouka. O svojih vtisih z tega potovanja je Minka Skaberne predavala v Društvu učiteljic. Predavanje pa je bilo objavljeno tudi v Učiteljskem tovarišu. Opisala je vsebino predavanj o delovni šoli, ki so jih poslušali, in delo v poskusnih šolah. O pomenu delovne šole in o tem, kako so jo izvajali na Dunaju, sta predavala Ota Glekl in Viktor Fadrus. Višji šolski nadzornik Karel Furtmiller pa je predaval o preosnovi meščanskih in drugih srednjih šol in šolski nadzornik Teodor Stjejskal je govoril o ustroju osnovne šole. Nato je opisala obiske na dunajskih šolah, ki so ji pokazali, kako se tamošnje učiteljstvo je vživelo v ideje njihovih reformatorjev. Ugotovila pa je, da na vseh šolah prevevajo pouk koncentracija, domorodnost in samodelavnost, kar so glavna načela novodobne učne smeri. Opisala je tudi pouk posameznih predmetov, jezikovnega, risanja in petja. Posebnost so bili posebni razredi za nadarjene otroke, ki prihajajo k pouku popoldne, poučujejo pa jih strokovnjaki z različnih področij. Navdušila sta jo tudi zobna klinika, kjer so vsakega otroka 2-krat letno pregledali, in pa otroško zavetišče za otroke, ki so ostali brez staršev. Upokojila se je 12. oktobra 1937, službe pa so jo razrešili 30. oktobra istega leta. V letnem poročilu učiteljišča so ob tem zapisali: delovala je na zavodu nepretrgoma skoraj 29 let. Z izredno vestnostjo in požrtvovalnostjo je posvečala svoje sile šoli in mladini. Z razumevanjem in z ljubeznijo je sledila klicu novega časa in se s prirojenim darom pravega učitelja prilagodila njegovim pedagoškim zahtevam. Z živim zanimanjem in z voljo, ki nikoli ni popustila, se je izpopolnjevala v poznavanju mladine in poglabljala v študij metodike. Njena kolegica, profesorica in pesnica Anica Črnej je ob njeni upokojitvi v pedagoški reviji Popotnik napisala prispevek ob odhodu iz naših vrst. Poudarila je njeno vestnost, neutrudnost, poštenost in pravičnost. Med drugim je zapisala: nenavadna svežost in mladostnost je dala živo sposobnost dojemanja in prilagoditve. Zato je doživela in začutila smisel pedagoškega presnavljanja in iskanja, zato je mogla sprostiti svoje šolsko delo in voditi svoj razred iz šole, učilnice, v razgibano, svobodno delovno in življenjsko občestvo. Članek je sklenila tako: Minka Skaberne nam je živ dokaz, da ohranja delo v ljubezni in navdušenju ter življenje z otrokom človeka mladega in živega, da je mladost živa volja do življenja, udejstvovanja in ustvarjanja. Naj dovoli, da ji ob koncu šolskega leta, ki jo je vzelo šoli, rečemo v teh skromnih besedah iskrena hvala. Leta 1952 je bila Minka Skaberne za svoje nesebično delo za slepe odlikovana z delom reda 2. stopnje in z redom zasluge za narod 3. stopnje. Decembra leta 1964 je bila imenovana za pedagoško svetnico. Svetnico. Naziv so takrat lahko dobili prosvetni delavci, ki so vsaj 15 let službovali in so se odlikovali v praktičnem pedagoškem delu in svoje znanje uspešno posredovali. Prav gotovo si ga je zaslužila.